Pozivam vse člane Zveze borcev in širšo javnost, da se udeležijo nedeljskega referenduma in da glasujejo za potrditev zakona o malem delu. Podrobno smo preučili sprejeti zakon o malem delu in smatramo, da predlagane spremembe sedanje prakse pomembno izboljšujejo sedanjo prakso na tem področju. Ta zakon samo izboljšuje in ureja delovanje socialne države na tem segmentu. Ob tej priliki želim naglasiti, da Zveza borcev odločno nasprotuje politiki razgradnje socialne države in prenašanju bremena reševanja spekulativnega zadolževanja bank na pleča davkoplačevalcev in delovnih ljudi. Prav tako ob tej priliki želim sporočiti javnosti svoje globoko spoštovanje strokovne kompetentnosti in moralne integritete ministra Ivana Svetlika, ki je dejanski tvorec in predlagatelj tega zakona. Glasovanje za ta zakon je pa istočasno odločen glas za parlamentarno demokracijo in proti izrabljanju institucij demokracije za preprečevanje odločanja in ustvarjanja nestabilnosti z sistematičnim uvajanjem dvojnega zakonodajalca. Potem, ko se je z falsificiranjem dokumentov skušalo rušiti integriteto nosilca državne suverenosti, smo sedaj izpostavljeni poizkusu rušenja parlamentarnega odločanja in zlorabo institucije ljudskega referenduma. Zveza borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe se zavzema za ljudsko demokracijo, ki je bila vklesana v program Osvobodilne fronte. Kocbek jo je imenoval najdragocenejša pridobitev osvobodilnega boja in se bo zato zavzemala za izboljšanje sedanje institucionalne ureditve, odločno pa bo nasprotovala proti njenemu rušenju. Evo, zdaj sem vam pa na razpolago za vprašanja. Stevo Kondej, RTV, mogoče samo eno vprašanje. Očitki letijo v teh dneh na vse strani, tako zagovorniki kot nasprotniki referenduma in zakona o malem delu. Pojavljajo se pa tudi neenotnosti, predvsem Zvezi borcev zamerijo upokojenske organizacije, češ, da ste stopili na stran zakona, medtem ko so oni stopili proti zakonu. To dejansko ustvarja tudi mogoče med članstvom kakšno zmedo. Jaz take zmede med članstvom doslej zapazil nisem, čeprav lahko opazite, da sem praktično v vsakodnevnem kontaktu z osnovnimi organizacijami Zveze borcev. Predvsem bi pa želel reči, v nedeljo se glasuje o tako zvanem malem delu. Problemi pokojninske reforme so še vedno vprašljivi, ker še vedno ni odločeno, da referendum o sprejetem zakonu o pokojninskem sploh bo. Pravijo, da je upanje zadnje, ki umira. In jaz imam še vedno upanje, da bo razum prevladal in da pokojninski zakon ne bo prišel na referendum. Hvala. Če ni nič drugega, se vam lepo zahvaljujem.